Koliko je formalna izobrazba potrebna pri tem, da bi nekdo rad bil vrtnar? Poglejte, formalna izobrazba je potrebna, zato ker je treba poznati določena orodja, treba je poznati, kako se dela, poznati treba rastline, s katerimi se dela in pa seveda zahteve teh rastlin. Zato je formalna izobrazba potrebna. Je pa res, da se lahko vsega pri nas tudi priuči. Gospa, kaj je to povedala? Zdaj malo več jasno. Nekaj smo pozabila, moramo prevajati. Pardon, gospa, nekaj bi vas prosila še za eno uslugo, če lahko pomagate. Najin kolega ima jutri rojsten dan, in zdaj ima novo hišo, balkon, zelo lep, ampak je prazen, pa bi rada nekaj postavila na ta balkon. Imate kakšen predlog? Tako za darilo bi mu nekaj Koliko pa je velik ta balkon? Ja, recimo tak, ni zdaj nek velik, ogromen. Malo manjši balkon, ampak vseeno je prazen, pa bi nekaj bilo dobro. Senca, sonce? Na sončni strani. Sončni strani. Pa bi bilo recimo kakšen tak bor, kot je tamle, tistle, bi bil zelo primeren, zato ker to zelo dobro prenaša vročino, bori sploh, ker raste v Primorju, veste, to zelo dobro vročino, tudi sušo zelo dobro prenaša in takle recimo bor je čisto primeren za na balkon. Date ga v primerno posodo, recimo nekaj tazga, kot je to tukaj, pa zelo lepo izgleda. Super, meni se zdi odlična ideja. Ok, popuste? Boste dali zdaj? Ja, bomo zdaj dali. Boste se mu zmenili? No super, pa zmenjen. Sam je tako lep, da bi ga tudi brez popusta vzela, ampak dobro si tole zorganiziral. Ja, ni problem, tole zapakiramo, zapakiramo, damo v avto, pa odpeljemo. Tako, ja. Edino, kar morate paziti, to, da ga bo redno zalival, tako recimo 2-krat na teden ga mora orang zaliti. Če gre na dopust, mora nekoga prositi, da mu to zalije, ali ga pa nekam tako postaviti, da bo zalit. Pa mogoče po zimi ga malo bolj umakne proti hiši in to je to. No, pa imamo. Hvala lepa. Ja, hvala lepa. Prvo mi povejte, kako vam je ime? Nec, Matej. A bi bila vidva vrtnarja? Kaj pa vem, no. Raj ne. Ja, isto, ne. Kakšen poseben razlog za to? Nisem glih tak tip za rože, pa take stvari, no. Jaz sem pa že na taki šoli, da ne bi šel za vrtnarja naprej. Kaj pa urejevalca golf igrišč? Ja, vse to v bistvu ni isto, kot vrtnar. Mogoče, res, ne vem, mogo bi fajn premisliti. Rajško vrtnar. Rožce imate rada? Ja, ne vem, kako rožica mogoče, no. Ja. V park greste pa je verjetno rada, s kakšno punco? Ja, se sprehoditi pa gledati, ja. Rože so primerne za vse tiste, ki si ne želite dati veliko opraviti s tem, da rože premikate najprej ven, pa noter, pa ven in tako. Tako da te so te rože, ki jih boste uporabljali v take namene. Dragi moji, kakor smo vam obljubili, vam bomo pokazali tiste rože, ki se jim reče trajnice. Kaj pa je tebi smešen? Kolega mi je en vic povedal o 2 vdovah, pa se veš. Erik, mi dva imava delo, ti pa v vicih, no lepo te. Kaj, se še vica ne morem spomniti, kaj? Mislim, to pa... Čeprav, veš kaj, danes sem se z mama pogovarjala po telefonu, in mi je rekla, da so prišli neki huligani in so ji cel vrt uničili, rože stran pometali, poteptali vse, ja. Vse rože, čisto vse, a so kaj pustili? Ja, polovico so uničili, polovico je spravila, pred zimo je dala pač na toplo, ampak trajnice so pa ostale, ker se veš, da so trajnice čez zimo lahko zunaj, Res? To, sem to pa, mislim... A lahko jaz kaj pomagam pri tem, veš, jaz sem vedno za take na voljo, za take stvari. A ti si kakor kakšen dober vrtnar, ali kako? No ja, ne bi rekel, da sem nek dober vrtnar, ni to moj posel, ampak kaj lahko prekopljem, kakšno gajbico nesem, to vedno, ni problema. Veš, kaj sem se zdaj spomnila? Jaz bom to gospo Katjo, ki sva pri njej že snemala, poklicala, njo vprašala, mi bo ona povedala, kaj naj naredim. Dobra ideja. Mene bo treba delati, pa itak mora biti naslednji teden do nje in tam ene stvari posneti. Omenili ste avtodvigalo. Ljudje si ponavadi za vrtnarja predstavljamo lopato in motiko. So se ta orodja kaj spremenila skozi čas? Seveda so se orodja spremenila, tako kot se vse spreminja zelo hitro.
Pri nas imamo v glavnem vsa orodja, ki so pač potrebna, to so vsa ročna orodja, imamo pa tudi vse strojna orodja, ne? To so od vseh frez, kosilnic, traktorjev, imamo bager za skopavanje lukenj, seveda uporabljamo tudi avtodvigala pri velikih drevesih, ne? In pa uporabljamo tudi navadne škarje, navadne motike, lopate, to vse spada pod vrtnarsko orodje, ne? Če bi lahko zamenjali ta svoj poklic vrtnarja, če bi ga lahko? Ne, v bistvu ne, ker mi je všeč delo zunaj, v pisarni mi ne ustreza, ne? In mi je všeč delo zunaj, všeč mi je delo z živimi stvarmi, všeč mi je delo z rastlinami, je pa seveda vsak dan novo izobraževanje, vsak dan nekaj novega. V svetu gre ta vrtnarska stroka tako hitro naprej, da je vsak dan po 100, 200 novih rastlin, ki jih je treba spoznavati in tako naprej, ne. Stare grejo počasi v pozabo, vedno so nove sorte in se je treba skozi učiti, tudi na terenu, ne, delo se vedno hitreje razvija, včasih smo travo samo sejali, zdaj v glavnem samo polagamo, in tako naprej, ne. Gre zelo hitro naprej, zelo veliko je treba tudi se učiti sproti in zato je meni to všeč.